pravljično deželo, ki ima letos v bistvu najdaljši rok trajanja, to pomeni 18 dni, ker pade tako vikend in začenjamo 14. s pripravami. V prvem tednu je namenjena predvsem celjskim šolam in vrtcem, da jo obiščajo in to v dopoldanskem času od 10. do 12. Osnovni namen pravljične dežele od nekdaj bil, da osrečujejo ljudi in seveda, da povabimo ljudi, da pridejo v mesto, da pridejo ven na svež zrak in to tudi v popoldanskem času od 17. do 19. ure, ki se seveda pokazal kot nek optimalen čas za prihodom Božička, vse do 26. potem ob 18:10 in na to Dedka Mraza po 26. decembru do 31. decembra, ko stopnjujemo dogajanje. Pravljična dežela vsak dan ponuja svojevrsten program s svojo pravljico, ki jo uživimo. Letos smo začeli že 30. oktobra, gre za pravljico, ki jo pripravijo Pravljične vile. Mi za ta namen pripravimo javno avdicijo in za celjskih šol, osnovnih in srednjih šol povabimo mlade prospektivne učenke in dijake, ki si želijo predstavitve, da so del tega dogajanja iz gledališča kot Pravljična dežela. Morda bi rekla, da so ustvarja Pravljično deželo dnevno 28 ljudi, na odru pa pričakujemo več kot 540 ustvarjalcev, ki se bodo zvrstili v 18 dneh. Za nas je to naporen, zelo odgovoren projekt. Trenutno vrednost projekta je več kot 48.000 evrov. Mestna občina Celje bruto prispeva 16.000 evrov, ostalo pridobimo sponzorska sredstva in seveda za ostalo našo koprodukcijo se ustvarjamo projekt kot takšen. Letos je dosegal vsa naša pričakovanja vseh let, tako da smo na nek način zbudili tudi Slovenijo. Z letom 2005 stopnjujemo sodelovanje s Slovenskimi železnicami. Letos je obrodilo sadove, kajti v Celje bo pripeljalo kar 9 vlakov iz vseh koncev Slovenije, prav pravljični vlaki, na kateri bodo tudi pravljične vile. In to je v bistvu tista pika na i, ko rečemo, da oživljamo staro mestno jedro. Letos upamo, da bomo prebudili tudi trgovce za opremo izložb in ne nazadnje tudi, da bojo morda malo podaljšali delovni čas in sami iskali interes, da bojo morda imeli tudi malo dlje odprto, tako da se zelo veselimo. Otroško silvestrovanje je pa edinstveno v slovenskem prostoru. Veseli smo, da nas ne nazadnje tudi kopirajo drugje. Pripravljamo ga tradicionalno 31. decembra, 26. decembra tradicionalno Pravljične vile izdajo svojo pravljično skrivnost, koga bodo povabile ali bodo koga povabile v svojo družbo. Baje je svojo družbo že obljubil Dedek Mraz, ki se pripelje malo pred podnevom in točno podne bomo v Celju edini vstopili prvi v novo leto in seveda tega otroškega novega leta se še posebej veselimo in za ta dan pripelje tudi posebej vlak iz Velenja, glede na to, da je v Velenju največje povpraševanje in so otroci veseli, tudi 14. jih že pričakujemo.